Drage gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ozadja. Tokrat gostimo Alenko Hriberšek iz Brain o Brain, z njo pa sta prišla Klara in Žiga. In danes bomo govorili največ o miselnih procesih, ki se dogajajo najpogosteje v mladih, še neomadeževanih otrokovih glavah. Lepo pozdravljeni vsi trije. Dober dan. Alenka, Brain o Brain ni samo naziv vaše organizacije, ki pač nakazuje, da gre za miselne procese in za povezavo s samimi človeškimi možgani, ampak gre dejansko za predstavitev posebne učne metode, ki pravzaprav nekaj pomeni. Kaj pomeni? Ja, v bistvu, kot lahko že iz imena razberemo, gre za možgančkanje in sicer za neko tako posebno možgančkanje. Brain o Brain je inovativna metoda učenja in v bistvu obsega dve večji področji. Na eni strani imamo razvijanje otrokove osebnosti in na drugi strani razvijamo možgansko zmogljivost otrok. Zdaj, če se mogoče najprej dotaknem miselnih sposobnosti otrok, v bistvu razvijamo koncentracijo, fokus in vizualizacijo. Naši otroci so izjemno hitri in natančni. Tekom programa se spoznajo tudi s številnimi tehnikami pomnenja in vse te veščine in znanja jim v bistvu pomagajo pri premagovanju šolskih izzivov. Skratka, na nek način Brain o Brain olajša učenje v šoli. In če se dotakneva še se pravi razvoja osebnosti otrok, pa gre v bistvu za to, da spodbujamo njihovo samozavest, odločnost, vztrajnost, spodbujamo delovne navade, dobrodelnost, empatijo in tako naprej. Skratka, poleg tega, da se razvijajo same miselne sposobnosti, se počasi izoblikuje tudi karakter posameznika. Tako. Kateri pa so tisti poglavitni pripomočki, ki jih uporabljate pri svojem delu, kar se tiče samega urjenja možgani in samih sposobnosti v človeškem telesu, da si olajšate delo in da zadane cilje tudi potem uresničite? Torej, če se dotaknemo spet najprej miselnih sposobnosti, za razvijanje vseh prej omenjenih veščin v bistvu uporabljamo abakus, starodavno računalo, in matematiko. Na Brain o Brainu otroci seštevajo, odštevajo, delijo in množijo. In najprej se učimo teh računskih operacij na abakus, kasneje pa začnemo vizualizirati abakus, kar pomeni, da računamo s premikanjem kroglic v mislih. Mogoče, da bo to malo bolj razumljivo, bi samo na kratko na čisto preprostem računčku pokazala, za kaj gre. Mi bo Klara malce pomagala. Boš, Klara? Se pravi, tukajle so doma številke od 1 do 9, se pravi enice, in Klara bo zdaj izračunala 2 plus 2. Je enako 4. Se pravi, kasneje abakusa več ne potrebujemo in bo Klara s prstki pokazala, kako bi 2 plus 2 izračunala tako, da vizualizira abakus. 2 plus 2 je 4. Zdaj, to je čist preprost račun. Mi operiramo z bistveno zahtevnejšimi računskimi operacijami in če se strinjate, bi mogoče kar demonstrirali, kaj počnemo. Seveda, izvolite. Tako bodo gledalci si najlažje predstavljali, kakšen način dela sploh uporabljate. Torej, začeli bomo s hitrim narekom, kar pomeni, da zelo hitro narekujem številke, ki jih Klara in Žiga v mislih seštevata in odštevata. Ja, ste pripravljena? Ok, Žiga, boš ti zdaj prvi? 1, 2, 1, less 4, 6, 3, 5, 7, 1, 9. Answer is? 3, 1. 3, 1. Klara? 7, 5, less 8, less 1, 7, 8, less 6, 4, 1, 8. Answer is? 2, 5. 2, 5. Ok, zdaj bomo demonstrirali hitri narek z dvomestnimi številkami in sicer 3 dvomestne številke bomo seštevali. Žiga, ready? 6, 5, 2, 3, 7, 5. Answer is? 1, 6, 3. Bravo, 1, 6, 3. Klara? 5, 5, 9, 5, less 1, 8. 1, 3, 2. Bravo. Ok.
Naprej bomo pokazali, kako računamo dva računa naenkrat. Se pravi, če bom jaz rekla številko 4, pomeni, da otroka na en abakus nalagata številko 4 in potem še na drug abakus 4. In potem bom rekla naprej 3, pa 5, bosta dala 3 na prvi abakus in 5 na drugi abakus. Si predstavljate? Ok, dvojni narek 2 abakusa. Bosta kar oba, prav? 4, 1, less 3, 5, 9, 5, 7, 7, 5. Answers are? 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. Ok, še enega. 3, 1, 3, 9, 7, 7, 8, 3, 5, 2. Answers are? 2, 6, 2, 2. 2, 6, 2, 2. Ok, naslednja operacija je množenje, se pravi dvomestna številka krat enomestna številka. Pripravljena? 4, 6 times 3. 1, 3, 8. 1, 3, 8. 2, 1 times 7. 1, 4, 7. Bravo. Ok, zdaj bomo pokazali množenje tromestne številke z enomestno. Klara, si pripravljena? 2, 7, 0 times 6. 1, 6, 2, 0. Bravo, 1, 6, 2, 0. Zdaj bomo pokazali še, kako množimo dvomestno številko z dvomestno številko. To bosta pa pogledala. Izvoli. Računček je 45 krat 66. 2, 9, 7, 0. No, zdaj bi pa pokazali še, kako delimo štirimestno številko z enomestno. Se pravi, račun bo 2772 deljeno 9. 308. 308 in še Klara, 6405 deljeno 7. 915. 915, bravo. In samo še eno stvar bi vam radi pokazali, ki navadno požanje največ občudovanja. Mi smo s tem sicer šele začeli, tako da upam, da nam bo uspelo. Se bova potrudila, ne, Klara? Klara bo brala in hkrati računala. Gre v bistvu za razvijanje multitaskinga, se pravi opravljanje več miselno zahtevnih nalog hkrati. Si pripravljena? No, kar začni. Joj, bolezen je pri hiši, skriva se pod blazino. 1. Hudo kašlja, smrka, kiha, 5. Maša pa ima vročino. Less 2. Kdo pomaga bo bolniku? Less 2. Gremo hitro k zdravniku. Answer is? 5. Ok, greva še enega. Kar začni. Joj, bolezen je pri hiši, 8. skriva se pod blazino. 8. Hudo kašlja, smrka, 5. kiha, Maša pa ima vročino. 8. Kdo pomaga bo bolniku? Less 4. Gremo hitro k zdravniku. Answer is? 2, 5. 2, 5. Tako, običajno ljudje, ko vidijo, kako računamo, dobijo vtis, da smo matematičen program. Res na brejno veliko računamo, kaj ne? Ampak to v bistvu je zgolj res orodje, da mi razvijamo koncentracijo, fokus, vizualizacijo in vse ostalo, kar sem prej rekla. Če smo pri treningu zelo pridni, nas niti kalkulator ne dohaja. Tako da mogoče bi čisto tako za primer povedala, da v našem programu lahko tudi 4-letniki računajo do 100. In to zato, ker ne učimo računanja na abakus na klasičen matematičen način, ampak uporabljamo pri računanju čarobne besede, ki so v bistvu simpatična navodila
kako nastavljati kroglice na abakus. Nekateri otroci celo repajo te čarobne besede. Skratka, je računanje zelo zabavno in enostavno. Hkrati pa pri računanju uporabljamo 3 čutne kanale naenkrat, se pravi, otroci govorijo čarobne besede, kar se dotakne sluha, vidijo abakus, kar se dotakne vida in kroglice premikajo, tako da imamo pokriče kinestetični vidik. In če otroci prejemajo informacije skozi več čutnih kanalov hkrati, si v bistvu informacije bistveno hitreje zapomnijo in tudi za dlje časa. In ta vzorec jim verjetno potem ostane nekako v krvi, da vedo, na kak način takšno nalogo potem v bodoče rešiti. Tako. In zdaj, če se mogoče samo še dotakneva razvoja osebnosti otrok, na kak način pa to počnemo pri Brainu. V bistvu s pomočjo NLP tehnik, ki so prilagojene otrokom. To pomeni, da se pogovarjamo o različnih pozitivnih citatih, da iščemo pozitivne stvari v situacijah, ki se na prvi pogled mogoče zdijo negativne, analiziramo naše vzornike in skušamo kakšno stvar potem razvijati pri sebi, kar nam je všeč pri vzornikih. Beremo razne poučne zgodbice, se v njih pogovarjamo, jih igramo. Skratka, Brain nikakor ni samo matematično delo. Žiga, jaz, ko sem osebno hodila v šolo, sem bila še v 8-letki in sem prvič se z angleščino srečala v šolskih klopeh, ko sem bila v 4. razredu. Si ti začel z angleščino pri Brain ali si v šoli spoznal prve angleške besede? Številk? V šoli. V šoli. Pa je bilo potrebno potem veliko truda vložiti, da si iz slovenskega v angleško preklopil, da si to nalogo, kot sta jo prej z Alenko izvedla, da si jo lahko izpeljal? Ja. Ja? Koliko časa si potreboval, da si lahko začel reševati račune, da se nisi zmotil? 4 dni. 4 dni. Ja, v bistvu je tako, da mi nismo stroji, tako da smo zmotljivi, seveda smo, se pa trudimo, da smo v čim več primerih izračunamo prav. Ko hodite, Klara, mogoče tudi na kakšna tekmovanja, ker tako kot je sedaj Alenka tebi zastavljala naloge, pa si morala pravilno odgovoriti, da se potem kje drugje moraš tudi dokazati. Ja. Kam greste na tekmovanja? Včasih v Ljubljano, včasih v Zagreb, kje je. Pa je to, da dekleta posebej tekmujete, fantje posebej, kako imate urejeno? Ne, vsi skupaj. Vsi skupaj? Po skupinah tudi. Imaš že kakšno medaljo z takih tekmovanj? 3 pokale. 3 pokale. Ja, pokali so najvišje možno priznanje in v Zagrebu je bilo mednarodno tekmovanje, kjer se je Krški Brain center odlično odrezal. Vsi otroci so prinesli domov kako odličje. V Ljubljani pa imamo svoje, se pravi, državno tekmovanje. Ja, in Klara je obakrat dobila pokal in v Zagrebu tudi. Krasno, potem so na tebe še posebej ponosni. Imate v samem programu Brain v centru različne metode oziroma različne prijeme glede na starostne skupine, ko ste omenili, da tudi 4-letniki že poznajo števila in seštevanje do 100, glede na to, kako so otroci mogoče glede na starost zmožni ali sposobni. Ja, seveda, v bistvu se prilagodimo. Vsekakor 4-letnikov na začetku nikakor ne obremenjujemo z angleščino, ker se spopadamo še z grafomotoriko, z učenjem številk, percepcija, kaj pomenijo 3 kroglice, kaj pomeni 1 kroglica. Tako da ja, seveda je tam sistem dela drugačen in če se otroci v Brain vključijo tako zgodaj, v bistvu program za njih poteka tudi nekoliko dlje, ker ne zmorejo takega tempa kot na primer drugošolčki, tako kot sta se Žiga pa Klara upisala v Brain, ko sta bila 2. razred. Ves čas govorimo o otrocih. To pomeni, da se dejansko program izvaja samo na otrokovih možganih, urijo se otrokove miselne sposobnosti, ali je to nekako tudi prenešeno potem na odrasle, na nekakšen drugačen način, kako to poteka? V bistvu, če so starši otrok zavzeti, tako kot je na primer Klarina mamica, ki zelo pogosto računa s Klaro, v bistvu se enaki procesi odvijajo, samo malce počasneje, z veliko več truda pridemo do približno takšnih rezultatov, kot pridejo otroci. Žiga, kako je pa tebi kaj šlo kdaj na kakšnem tekmovanju? Kaj je tisti tvoj največji uspeh, da si se počutil, da zdaj sem pa dober naredil?
Zlata medalja. Ja, zlata medalja v Zagrebu in 2-krat v Ljubljani. Ja. Ne? Ja. Najvišje možno priznanje je pokal, takoj za pokalom je pa zlata medalja. Imaš potem v šoli pri kakem predmetu manj težav ali pa kakšne naloge prej rešiš? Imaš kak občutek, da glede na to, da si se naučil uporabljati abakus in da znaš z rokami in v mislih mogoče kaj več kot kakšni sošolci, ki to ne počnejo, kjer predmet ti mogoče potem gre lažje? Matematika. Matematika. Kako se pa sicer otroci znajdejo, ko prvič pridajo? To je nekaj novega, nekaj, kar verjetno v šoli niti približno, niti osnov ne spoznajo. Kako jih nekako pripravite, da je to nekaj čist posebnega, nekaj novega, da glede na to, da ni nekaj, kar bi poznali od nekje drugje, da to ni nek bav, česar bi se morali bati? V bistvu je zanimivo, da se otroci bojijo šolske matematike. In večkrat taki starši vpišejo otroke k nam in potem prebijemo led. Zakaj ga prebijemo? Več razlogov je. Eden je zagotovo ta, da brain poteka v veliko bolj sproščenem vzdušju kot lahko v šoli, zato ker so skupinice male in seveda je čisto drugače delati z 8 otroki, kot pa če jih imaš v razredu 20, 25 in več. Z Meliso, ki je tudi trenerka pri Brain centru v Krškem, skrbiva za res ustvarjalno vzdušje. Veliko se smejemo, klepetamo, hihitamo, tako da na ta način v bistvu otroci sploh nimajo občutka, da pri nama računajo. No? V bistvu res poteka vse skupaj na zelo zabaven način in vedno starši komentirajo, da ko otroci pridejo domov, da so polni energije in da bi lahko naredili še ful stvari. Imela sem tudi enega fantka 3 leta nazaj, oziroma čisto na začetku, ko nikakor ni hotel domače naloge delati. Ne? Ko pa je prišel iz Braina, je bil tako napolnjen z energijo, da se je samo od sebe lotil učenja pesmic in podobno. Tako da v bistvu res ustvarjam eno vzdušje, ki je drugačno kot v šoli. Glede na to, da so pozitivni učinki, ki pa so zaznavni, vsaj vidve z trenerko jih sigurno zaznata, pa vsi, ki se s to dejavnostjo ukvarjate, so se kdaj pojavili kakšni vzgibi strani javnega šolstva, da bi nekaj, vsaj del takih metod, ki jih vi uporabljate, tudi vpeljali v sam izobraževalni program? Kolikor mi je znano v formalnem smislu, da bi sistemsko karkoli urejevali, ne. Je pa zanimivo, ker mi moji otroci v bistvu poročajo, da jih učitelji v šoli prosijo za kako predstavitev, kako računajo. Zadnjič je ena mamica povedala, da je učiteljica njeno hčerko prosila, da pove, na kakšen način pri Brainu pišemo zgodbice, ker jih pišemo na malce drugačen način kot v šoli. V bistvu spet preko teh čutnih kanalov skušamo potrkati na čim več bralčevih čutnih kanalov hkrati. Tako da preko takih vzgibov se povezujemo recimo s šolo, ampak nič v formalnem smislu. Kakšen je pa razpon otrok, kar se tiče same starosti, ki so člani vaše organizacije? Tista najnižja starost, pa najvišja, koliko članov sploh štejete, če upoštevate vse, tudi tiste, ki mogoče niso najbolj pridni, niso vedno na vajah, kako potekajo sami treningi, kako pogosto se srečujete? Kako poteka klasično vaše srečanje? Mi v bistvu nimamo otrok, ki ne bi delali sproti, ker če se Braina ne dela sproti, mu ne moremo slediti. Zato vedno, ko me kdo vpraša, kaj je tista največji plus Braina, pa ni napisan mogoče v letakih, je, da mi v bistvu ustvarjamo oziroma pomagamo otrokom ustvariti krasne delovne navade in vztrajnost. Tako da pri nas vsi otroci delajo. Trenutno imamo v centru 50 otrok. Srečujemo se enkrat na teden, seveda z vsako skupino posebej. Naše srečanje traja 120 minut in pazite to brez klasičnega odmora, se pravi, nimamo 5-minutnega odmora, ko dela vsak kar hoče, ampak tako hitro menjavamo aktivnosti na srečanju, da v bistvu otroci niti ne opazijo, da delamo brez odmora. Se pravi, 120 minut lahko zbrano delamo različne stvari. In ne občutite, da bi padla koncentracija? V bistvu redko kdaj.
redko kdaj. Ravno Žiga in Klara imata srečanja ob petkih, od 6 do 8 zvečer. Tukaj se včasih kaj malo moramo več pohecati, ker je pač takšna ura in konec tedna, ampak sicer če res poskrbiš za sproščeno vzdušje na Brain in če res pravi čas menjaš aktivnosti, ki jih počnemo, načeloma 120 minut gre. Tudi pri tamalih. Žiga, kaj pa je tebi pri vaših srečanjih najbolj všeč? Kaj najrajše počneš? Računamo. Pa kaj še drugega? Kakšna igra posebna, ki ti je pri srcu? Ja. Katera? Kaj moraš tam delati pri taki igri, ki ti je všeč? Da, če imaš tako sličico, pa če na primer gor kovanec, pa če na drugi sličici kovanec je ono sličico lahko vzameš. Aha, podobno kot spomin. Ja, v bistvu je igrica, kjer skušamo čim hitreje zaznati predmet na drugi karti, ki je enak temu, kar imamo tudi mi na svoji karti. Se pravi, urimo hitro reakcijo, kako hitro otrok najde, kar išče. Kaj pa je tebi, Klara, najbolj všeč pri vaših srečanjih? Računanje pa različne uganke, triki. A potem kakšno uganko tudi kakšnemu svojemu sošolcu kdaj zastaviš? Skoraj vse, ko smo jih imeli. Pa jih rešijo? Ne. Kolikor sem zasledila, je teh centrov v Sloveniji nekje 15, če je prava številka. Ste vi edini v Posavju? Zastopate dejansko od Dobove pa do Radeč celotno območje ali ste kje razdeljeni na več lokacij? Ne, v bistvu zaenkrat imamo Brain center v Krškem in k nam prihajajo otroci, ja, tako kot ste omenili, iz Krškega, iz Brežic, Sevniškega konca, celo iz Šentjerneja imamo eno Brain-ovko. Na kakšen način pa pridejo do vas? Kje dobijo informacijo? Je to neko ustno izročilo, da gre to od ust do ust? Kaj se pri vas dogaja? Na kakšen način se ta razvoj krepi in nadgrajuje? Ali sami skrbite za promocijo, pa privabljate potem ljudi oziroma otroke? Kako dobite največ nekako otrok v svoje vrste? V bistvu v zadnjem šolskem letu smo res neverjetno zrastli. Predvsem gre zasluga staršem in otrokom, ki so vključeni v Brain, zato ker imajo izjemno pozitivne izkušnje, ki jih potem delijo s prijatelji in na ta način potem mi dobivamo v bistvu nove otroke v program. Tako da seveda delamo tudi nekaj na promociji preko različnih medijev, preko različnih družabnih omrežij, ampak v bistvu je, se veste, dober glas se sliši v 9. vas. Kakšne so pa bistvene razlike, zdaj, če bi primerjali otroke, ki so vključeni v Brain program in pa, bomo rekli, otroke, ki so enako stari ali pa podobno stari, imajo neke podobne ali sorodne zmožnosti, pa neke miselne procese razvijajo samo v javnem šolstvu, brez takšnih programov, kot jih imate vi. Zaznate mogoče kdaj, mogoče v privatnem življenju ali ko greste na obisk v kakšno šolo, to razliko med enimi in drugimi? V bistvu, bom takole zelo iskrena, prav dosti stikov z drugimi otroki nimam, lahko pa za primer povem, da sva šle s Klaro v lanskem šolskem letu na eno osnovno šolo. Povabljene sva bile v skupino nadarjenih otrok, mislim, da so bili 6., 7., 8. razred in smo razdelili račune, pole z računi, kjer so potem otroci tekmovali s Klaro, kdo bo rešil pravilno več računov. In takrat si bila ti 3. razred, ne? In je bil rezultat res izjemen. Zdaj se ne spomnim več točno koliko, ampak mislim, da je bilo vsaj enkrat več računov rešenih. Ne? Sicer pa so naši otroci v bistvu brez problema dlje časa zbrani. Klara zelo rada pove, da vedno vse konča v šoli prva. Na srečo ima takšnega učitelja, ki je prepoznal v njej potencial in jo nenehno zasipa z dodatnimi aktivnostmi, kar je seveda za njene možgančke super. V bistvu bi mogoče rada na tem mestu povedala tudi, da se tekom Brain programa otroci srečajo z različnimi tehnikami pomnenja.
kar jim spet olajša učenje. Pa bi kar en konkreten primer povedala. Včeraj smo se na eni skupini morali naučiti, katera črka nosi katero številko. Se pravi, če je A1, B je 2, C je 3, Č je 4 in tako naprej. Za prvih 5-6 črk ni problem, strelaš kot izstopa. Potem pa, če vprašaš otroka, kaj pa F, katero številko nosi F ali pa H ali pa M, to pa je potem že malo težje. No, in kako smo si mi, na primer, zapomnili, da je F številka 7. Črko F smo narisali na tablo in zraven F-ja smo narisali 7. In so otroci sami ugotovili, da je F prezrcaljena 7. In to je nekaj, kar si zapomniš za celo življenje. In to skušam v bistvu otrokom polagam na srce, naj se čim več tudi za šolo tako učijo, ker se naučiš v bistvu lažje in za dlje časa. Tako da to so res posebnosti, s katerimi se lahko mi pohvalimo. No? Predvidevam, Žiga, da si tudi v šoli dober učenec, da nimaš težav pri preverjanjih znanja. Kaj pa počneš v svojem prostem času? Poleg tega, da treniraš svoje možgančke pri Brainu, kaj še rad počneš? Se igram, računam. Nogometaš si, ne? Nogomet igram, se vozim s kolesom. Pa tudi kdaj, ko te druge dejavnosti opravljaš, tudi razmišljaš kdaj o kakšnem računanju, pa o abakusu, pa vse te stvari, ki jih delate pri Brainu? Ja. Se pravi, te spremlja tudi pri svojih konjičkih, imaš zraven misel na to. Kaj pa ti, Klara, kaj ti rada počneš poleg šole in poleg Braina? Rolam, igram tudi kitaro, pa odbojko, sploh tudi računam. Ja, če smem dodati, Klara igra kitaro in hkrati lahko tudi računa. Se pravi, tako kot je prej brala in računala, hkrati lahko tudi igra na kitaro in računa. Izjemno. Kdo vam pa pri sami izvedbi teh programov, glede na to, da imate kar precejšno število otrok iz različnih koncev vključenih, kdo vam priskoči na pomoč v smislu somišljenikov, podpornikov, vam tudi lokalna skupnost priskoči kdaj na pomoč, ko je treba zagotoviti mogoče kakšna sredstva, mogoče poskrbeti za kakšno dodatno reklamiranje, na kakšen način se nekako bolj vključujete v samo okolje, v katerem delujete? V bistvu, v finančnem smislu gledano, bolj ali manj nas podpirajo starši, za kar se jim lepo zahvaljujem. Poleg finančnega vložka vlagajo starši tudi ogromno svojega časa v Brain, ker so začetne stopnje našega programa kar zalogajček za otroke in terjajo vključenost staršev in moram reči, da imamo izredno pripadno ekipo v Krškem Brain centru. Sicer pa, ja, seveda, pomagajo nam lokalni mediji, vedno z veseljem objavijo naše tekmovalne rezultate, če imamo kakšne dneve odprtih vrat, načeloma so vedno pripravljeni deliti to novico z ostalimi. Tudi z občino sodelujemo. Valvazorjeva knjižnica nam zelo veliko pomaga. Dobro sodelujemo tudi z obrtno zbornico v Krškem, tako da imamo kar podporo v Krškem. V bistvu bolj kot smo prepoznavni, večjo podporo dobivamo. Zdaj, glede na to, da imate center v Krškem in pokrivate tako široko geografsko področje, kar se same regije tiče in tudi širše, omenili ste trenerko, ki z vami dela, pa vi tudi na tem področju ste tista, bomo rekli, gonilna sila. Kdo pa je še mogoče zraven? Imate še koga, ki vam pri mogoče administrativnih, praktičnih zadevah, kako številčna je ekipa, ki vse skupaj pelje naprej? Torej, v Krškem sva zaenkrat dve trenerki, jaz in Melisa Herakovič, ki jo vsekakor moram izpostaviti, ker jo otroci obožujejo. Računava, da se nam z naslednjim šolskim letom pridruži vsaj še ena trenerka, če ne dve. Sicer pa nas v marketinškem in administrativnem smislu podpira Brain Slovenija, ki je krovna organizacija za vse franšizne Brain centre po Sloveniji. Se kdaj tudi srečate, recimo vseh teh 15 centrov, da imate kakšen izlet, kakšno skupno tekmovanje, kakšno druženje, da nekako povežete otroke z vseh vetrov iz vseh koncev Slovenije na takšen način? Ja, ravno aprila smo imeli drugo državno tekmovanje v Brainu, v hitrostnem računanju
In takrat smo se seveda vsi srečali in otroci v bistvu imajo to tekmovanje zelo radi, ker vidijo, kako številčni smo, da niso edini, ki doma vadijo računanje, da je veliko takih otrok. Trenerji pa se tudi sicer srečujemo, ja, ravno v maju zdaj imamo en pohod, pa tudi sicer se letno srečujemo, da se malo pomenimo o izzivih, s katerimi se srečujemo na srečanjih, da delimo primere dobrih praks, da lahko pol srečanja z otroki izpeljemo res na najvišjem nivoju. Načeloma je bolj prijetno govoriti o uspehih, o dobrih zadevah, pa vendarle verjetno tudi pri vašem delu, kdaj naletite na kakšno oviro, na kakšno težavo. Je kaj takega, kar bi si želeli pri samem vašem načinu dela, pri okoliščinah, ki vplivajo na to, kaj lahko nudite otrokom, da bi si želeli izboljšati oziroma jim nuditi več ali kaj boljšega? V bistvu je tako. Brain program je indijski program, ki se več kot 15 let izvaja že, mislim, da zdaj po vseh kontinentih sveta. Tako da program je dovršen in resnično omogoča razvoj otrokovega intelekta in osebnosti do resnično neslutenih razsežnosti. Jaz bom, če bo ostalo tako, kot je sedaj, se pravi, da otroci in starši odhajajo iz Braina zadovoljni, če bo tako ostalo, bom popolnoma zadovoljna. Kakšen je pa potem, bomo rekli, naslednji korak ali pa višja faza, ko človek kot individu ni več otrok, prestopi v to odraslo fazo in nekako se ta program več ne izvaja na njemu, ker je nekako rezerviran za otroke. Na kakšen način potem otroka, kot sta recimo Klara in Žiga, nadaljujeta to možgančkanje tudi v odrasli dobi? V bistvu, kar se tiče samih veščin, ki jih otroci pridobijo na Brainu, ostanejo zavedno. To, da je otrok sposoben 120 minut delati, to je nekaj, kar ostane. Ko bo nehal hoditi na Brain program, se to ne neha. Ja, se pravi, ta proces ostane zavedno. Vse, kar se naučijo v zvezi z javnim nastopanjem, vse, kar se naučimo glede pozitivnega razmišljanja, optimističnega pogleda na svet, to so vse stvari, ki jih otroci tolikokrat slišijo, da se zakoreninijo v njih. Tako da to vse ostane. Zgubijo mogoče na hitrosti, kar se tiče računanja, če ne vadijo računanja. Sicer pa vse veščine, ki jih Brain razvija, otrokom ostanejo zavedno. Kakšne pa morajo biti kompetence človeka, ki želi to znanje prenašati na otroke? Kaj treba usvojiti, katera znanja morate vi, ki to nekako prenašate na mlajše rodove, kaj morate vi najprej znati? V bistvu gremo čez enak proces kot otroci. Se pravi, tudi trenerji moramo upraviti vseh 10 stopenj programa na enak način kot otroci. Računamo, vadimo, pišemo izpite. Moramo imeti 7. stopnjo izobrazbe. Zaželjeno je, če je to pedagoška ali vzgojiteljska smer. Jaz sama pa iščem trenerje, pri katerih na prvo žogo opazim nasmeh v očeh, ker če tudi je treba kdaj povzdigniti glas na Brainu, če je zraven prisoten nasmeh v očeh, se še vedno otroci počutijo varno in je na ta način še vedno vse okej za njih. Ja. Lepa popotnica, tudi sicer za življenje. Vse te aktivnosti, ki jih vi sicer izvajate, gredo pa preko krovne organizacije iz Ljubljane, če sem prav razumela. Tako. Imate potem tudi kakšna mogoče skupna druženja v smislu, da se izmenjajo dobre prakse, da vidite, na katerem delu Slovenije so vidni mogoče kakšni boljši rezultati, da najdete kakšne vzorce, kje bi bilo potrebno kaj spremeniti, kje bi bilo potrebno kaj boljše, drugače delati? Ja, seveda. Kot sem že prej omenila, se srečujemo ne samo na druženjih, ampak tudi na kakšnih sestankih, na takih malo bolj resnih srečanjih. Tako da ja, vsekakor si povemo, kako in kaj je v kakšnem centru. Če vidimo, da je pri kakšnem centru res naenkrat dopisanih veliko otrok, se vedno pogleda, kako smo do tega števila prišli, tako da ja, vsekakor delimo informacije med sabo. Zdaj pa, če se lahko malce spustim v čisto tvoj osebni nivo, kakšna je tvoja zgodba? Kako si se sploh srečala s tem programom? Kdo te je v to upeljal? Kdo te je nad tem navdušil? Ozadje tvoje? Kako si do tega sploh prišla? V bistvu, jaz sem včasih delala v marketingu, v
enem izmed teh naših lokalnih podjetij. Potem pa sem nekako začutila, da moram nekam drugam. In ko sem zanosila, so me seveda začele zanimati stvari za otroke. Na Facebooku in drugih družabnih omrežjih te bombardirajo z raznimi oglasi in kar naenkrat sem postala pozorna na oglase, ki so bili namenjeni otrokom. Tako sem našla Brain on Brain in se stopila v kontakt z našo master franšizerko in se dogovorila za sodelovanje. Sem se pa odločila za Brain on Brain zato, ker sem nekako imela občutek, da vsi dobri programi so ali v Ljubljani ali v Mariboru, skratka v večjih slovenskih mestih. Na obrobje, če smem se tako izraziti, pa v bistvu kar ne pridejo. In nekako se mi je zdelo škoda, da takšen program, kot je Brain on Brain, ne bi bil tudi pri nas, že zaradi moje punčke. Kakšni so bili pa začetki? Dejansko je bilo treba let prebiti. Ja, na začetku je bilo kar zabavno. Se spomnim moje prve skupinice. Ja, jaz prej nisem delala tako veliko z otroki, ker nisem učiteljica, nisem vzgojiteljica, ampak v bistvu otroci potem začutijo to, kar sem prej rekla, toplino človeka. In če to imaš, vse, kar je teh pedagoških prijemov, to se naučiš. To toplino pa ali jo imaš ali pa nimaš. Tako da v bistvu se je razpletlo, kot vidite, super. V redu. Imate mogoče tudi kakšno informacijo, sploh ko se srečate trenerji z različnih koncev Slovenije, kako pa ti programi potekajo v tujini, kako so razsežni, kako so uspešni, imajo ljudje več posluha v tujini za to, ali je to nekako še v povojih, kako je drugod po svetu? V bistvu moram, takole bom povedala, kar se tiče Evrope. Mislim, da je program v Evropi najdlje v Makedoniji in v Makedoniji ni prebivalca, ki ne bi vedel za Brain on Brain. Zdaj, kar se tiče drugih držav, na Hrvaškem je tudi zelo obširen, veliko otrok je vključenih v program. Ravno zadnjič se mi je zgodilo, da sem šla k enemu zagrebškemu zdravniku tukaj v Krškem in me je vprašal, kaj delam, in povem, da imam Brain on Brain. Je rekel, ja, moj otrok tudi hodi v Zagrebu Brain on Brain. Tako da v bistvu povsod se začne z malim številom otrok, potem pa, ko starši povejo naprej, kaj se na programu dela, kako se otroci spreminjajo skozi program Brain on Brain, se to število postopoma veča. Se je pri komu kdaj zgodilo, večina seveda se vidi pozitiven in napredek, se je pri komu zgodilo, da je pa je mogoče ta drugačen način dela, drugačni načini samih miselnih procesov, da so pa nekako vzbudili kaj negativnega? Ste imeli tudi kakšen tak primer, da so otroci dejansko odnehali, ker so začutili, da mogoče to ni za njih, ali to ne bi zmogli, ali so se ustrašili? V bistvu je tako. Sama srečanja, kot sem že prej omenila, imajo otroci radi. Včasih se zatakne pri treningu doma. Se pravi, vsi otroci bi se rajši igrali, kot pa računali in vadili za Brain on Brain. To je logično, ali pa skoraj vsi. Ampak načeloma je tako, da če ima otrok kakšno krizo, nam to starš pove in potem obe z Meliso res usmeriva vso pozornost v to, kako motivirati otroka za naprej. Tako da nekako uspemo skupaj s starši prebroditi to krizo. Seveda pa so otroci, ki imajo veliko število obveznosti, poleg šole, in včasih pač vse ne gre. In včasih pade glasbena šola, včasih pade Brain on Brain. Tako pač je. Vedno je treba nekje poiskati žrtev. Krasno. Kaj pa je sam osnovni cilj, če bi nekako poskusili čim bolj strnjeno, kratko, jedrnato povedati Brain on Brainovih programov? Kaj je tisto osnovno, kar želite dati otrokom kot popotnico za življenje? V bistvu stremimo k odločnemu, motiviranemu in odgovornemu otroku, ki si zna jasno postaviti cilje, ki najde načine za uresničitev teh ciljev in se zaveda, da je včasih potrebno malo več truda, da se cilj doseže. Stremimo k poštenemu, ljubeznivemu, spoštljivemu otroku, ki zna prisluhniti tudi ostalim,
otroku, ki ima lepe delovne navade in je vztrajen. In se ti ljudje potem tudi v odrasli dobi kdaj vračajo k vam in nekako dajo vam kot trenerjem, kot učiteljem ta občutek, da ste to pomagali jim doseči v življenju? V Sloveniji trenutno še ni odraslih otrok, ker smo v bistvu prisotni tukaj šele 4 leta. Smo pa ravno v Ljubljani na tekmovanju poslušali ustanovitelja Brain on Brain programa iz Indije in je povedal, da v bistvu so njihovi odrasli, ki so hodili prej na Brain on Brain, v bistvu zelo uspešni v njihovem gospodarstvu. So zelo iskan kader. Skratka, potem se in osebnostno in karierno se uspešno razvijajo. Ja, tako. Žiga, če se spomniš, kako je bilo takrat, ko si začel hoditi k Brain on Brainu, kaj ti je bilo takrat najbolj zanimivo, pa kaj ti je danes? Takrat mi je bilo najbolj zanimivo, ko sem spoznal Alenko. Danes mi pa zanimivo, ker že znam tako težke račune računati. Pa se počutiš ponosnega, da znaš to mogoče malo hitreje, pa malo boljše narediti kot pa prijatelji ali pa sošolci? Ja. Si že kdaj razmišljal, glede na to, da možgančke treniraš bolj intenzivno kot pa tvoji vrstniki, kaj bi želel početi v življenju, kaj bi rad postal, ko boš malce večji? Nogometaš. Nogometaš? Ja. Bi rad živel kot nogometaš, bi s tem denar služil. Kaj pa, to bi kot poklic opravljal? Ja. Pa boš tudi pri nogometu še kaj računal? Ja. Se pravi, ne boš pozabil vsega tega, kar sta te Alenka pa Melisa naučili? Tako, kaj pa Klara, kaj pa ti, kakšne imaš želje, kaj bi rada počela v življenju, če upoštevaš, da ti je tudi Brain on Brain center in sam program nekaj dodatnega, močnega dal za življenje? V življenju bi rada delala nekaj od znanosti, raziskovanja. Da boš kaj novega odkrila, pa pomagala narediti svet lepši. Ja. Lepo. Mogoče še kakšna zaključna misel. Jaz mislim, da smo kar lepo predstavili sam program, samo dejavnost, način, kako delate, kako trenirate same možgane in same naše miselne procese v najbolj nežnih letih, ko je otrok še najbolj neomadeževal. Je še kaj takega, kar smo morda nisva povedali, pa bi bilo mogoče dobro za naše gledalce, da bi malce bolj spoznali ta svet? Če smem, bi vse gledalce povabila v sredo 16. maja na parado učenja na ploščad pred Kulturnim domom Krško, kjer nas boste lahko v živo videli, pokazali bomo, kaj znamo, hkrati pa nas boste lahko kaj tudi povprašali. Skratka, boste na voljo, da iz prve roke date informacije. Tako. Hvala lepa vsem trem, da ste si vzeli čas, da ste predstavili vašo dejavnost, vaše aktivnosti, tudi gledalcem, ki verjetno niso toliko seznanjeni s tem. In pa seveda želim vam, da bi sploh Klara in Žiga vse te miselne procese, ki jih počasi osvajata, čim bolj dobro osvojila. Pa seveda hvala Alenka tudi tebi in Melisi, da upravljata to poslanstvo, ki je dejansko za celo življenje. Hvala za povabilo v oddajo. Drage gledalke in cenjeni gledalci, z našo oddajo smo tudi tokrat prišli k koncu. Danes smo imeli odraslo gostjo in 2 malo mlajša, pa naj vam bo to nekako spodbuda, da če človek zgodaj začne uriti svoje miselne procese in dela na svojih možganjih, se mu to obrestuje tudi potem kasneje v starosti. Zato, če ne drugače, na svoje otroke, na svoje vnuke pomislite in jih kdaj tudi seznanite s takšnimi stvarmi, o katerih smo danes govorili. Pa lep pozdrav do prihodnjič.